Mogoče bi prosila za začetek kar vsako izmed njih, da na kratko pove svojo zgodbo, potem bo pa še vsaka iz knjigce prebrala kakšen odlomek. Nina, boš kar ti začela, kar povej svojo zgodbo. Dober večer. V bistvu jaz sem spoznala bivšega moža v Medvodah, tako da sem se preženila v bistvu v Medvode. Živeli smo skupaj v bistvu spokojno taščo in pokojnim tastom. Nasilje v bistvu se je začelo že, ko sem zelo malo me je začel v bistvu pretepati. Ampak ker sem v bistvu prosila za pomoč mami, mi je v bistvu odklonila in rekla, da tako, kot si poslala, tako bo spala. Sem dejansko 15 let vztrajala v zakonu, v katerem so se rodili 3 otroci. Ločevati sem se začela pa v bistvu 20 let nazaj, ki je bil najmanjši star 5 let. Najstarejša se mi zdi, da je bila takrat 13, 14, ko nekako. In sem šla v bistvu čez zelo težko obdobje nasilja, spolnih zlorab, alkohola, tako da sem v bistvu bila prisiljena nekako si pogledati v oči pa priznati, da v bistvu to ni življenje zame pa za moje otroke. V bistvu v prvi vrsti otroci, ki so gledali vsa ta nasilja, vso to grdo obnašanje z bivšim možem, tako da smo dejansko, sem sprožila postopek o ločitvi in nekako popakirala svoje stvari in šla v bistvu v najem. Po ločitvi pa dejansko se nisem zavedala, da me čaka še v bistvu večji pekel, kot je bil ta v zakonu, ker je bivši mož spoznal, jaz rečem, sebi primerno partnerco, ki je v bistvu že zelo zgodaj začela 14 let starega sina in 5 let starega sina spolno zlorabljati v Kranju. Tako da dejansko takrat so se pa začele v bistvu vse te bitke in na sodišču dokazovanje, kdo je komu kaj storil, kdo komu ni nič hotel. Tako da sem v bistvu 10 let dokazovala svojo nedolžnost, pa v bistvu kaj je ta ženska in on, kaj sta storila v bistvu mojim oziroma najinim otrokom. Hvala, Simona. Monika. Ja. Jaz sem v bistvu odraščala v družini, kjer je bilo ogromno nasilja strani mojega očeta, strani tudi njegove mame. Potem sta se starša ločila, ampak v njeno življenje je prišel pač nov partner, njun skupen sin. In v bistvu se je skozi dogajalo, da sem jaz zapadala v, ne vem, tišino, v molk, da nisem zmogla govoriti sebe, ker v bistvu mi noben ni dal veljave. Ne vem, velikokrat sem poslušala, da lahko da moji občutki niso pravi, da mi vse nosijo kriti, pa ne cenim tega. V bistvu je se nasilje nadaljevalo, ne. Tudi recimo kljub temu, da je bil polbrat pa sestra, se nekako mi med sabo nismo razumela, ne. Tudi v šoli recimo ni bilo nekega razumevanja, nisem se počutila sprejeto med sošolci in sem v bistvu živela v nekem svojem svetu. Potem sem čez čas tudi spoznala partnerja in sem v bistvu iskala tisto ljubezen, ki je v družini nisem imela pri njemu. Želela sem si, ne, da bi pač mogoče tudi njegova družina me bolj sprejela, ampak strani tašče, ne, njegove mame, so se dogajale pač grde stvari, da je ona vlekla njega na svojo stran, ga prepričevala v stvari, ki jih recimo so se njej zdele pomembne za to, da v bistvu mene prikaže kot neprimerno osebo za njega, ne. On je v bistvu vedno bil na njeni strani, a ne, tudi če sem jaz mu kaj želela obrazložiti, da ni prav, kar on počne, pač je on zagovarjal njo, no, in potem sva nekako bila 2 leti skupaj, ampak ta skupaj je bil tako, da ko sem jaz šla od doma, ker mi je bilo zelo težko živeti v nasilju, v tem, da ne vem, je očim hodil v mojo zasebnost, ko sem se želela v miru stuširati, mene pač zelo sem bila sramežljiva.
In mi je bilo težko, da bi me kdo videl v kopalnici. In pač tudi svojega telesa nisem marala, ne? Vedno sem se počutila debela, bajsa, pač to, kar sem vedno poslušala. Ne? No in v glavnem sem šla pol od doma, spala sem pri -10, potem so mi v šoli pomagali priti v dijaški dom. Nekako sem še vedno želela imeti partnerja ob sebi in sem ga na skrivaj tudi v dijaškem domu imela v sobi. In tudi pol, ko sem zanosila, kljub temu, da v tistem obdobju nisem želela biti več z njim in sem dejansko tudi mu povedala, se je zgodilo pač, da sem zanosila in v času nosečnosti samo zato, da bi on bil prisoten ob meni, da ne bi rekel, zdaj grem pa domov, ker mi bo mama skuhala kosilo ali pa za svoj rojsten dan, da mu bo pripravila, ne vem, neko zabavo, da bi bil ob meni, sem mu, ne vem, odstopila hrano, ki sem jo dobila recimo v šoli. V glavnem, vse stvari sem bolj dajala drugim, kakor sebi, ne. Potem pa pač sva se razšla, ampak bila sem bitke 10 let po sodiščih, nič nisem kaj veliko dosegla, kljub dejstvom. Za sina še danes skrbim popolnoma sama. In pač mi je težko, ker včasih se še vedno počutim krivo, da ne vem, njegove sinove travme bi lahko bile manjše, če bi lahko jaz našla kakšen način, da bi mu pomagala, ampak tudi jaz sem samo človek, ki včasih ti je vsega dost. V glavnem, nekako sem šla iz tiste črne luknje ven, živim samostojno življenje, zgradila sem si nekako neko svojo samostojno tudi poslovno pot, nikoli nisem želela biti brez dela, se počutiti nekoristno. Imam sedaj pač tudi novega partnerja, ampak te posledice pač ostanejo, ne. Včasih se še vedno počutiš, da nisi ljubljen, da potrebuješ ful bližine, ful nekih objemov, ki jih mogoče v nekem obdobju tudi nisem prenesla, ker so se vmes zgodile pač spolna zloraba in ustrahovanje uradne osebe. In pol se trudiš tudi zapisovati vse in ohranjati v umu, kaj se je res zgodilo, da zbiraš dokaze, da ti ne bo en spet govoril, da si izmišljuješ in kakšen bi mogel biti, da se ti to ne bi zgodilo. Okay. Hvala, Monika. Alenka? Moja zgodba v tej knjigi se začne pred dobrimi 6 leti, ko sem se malo po 40. letu začela spominjati svojega otroštva. V otroštvu sem bila dolga leta spolno zlorabljena in sem sproti brisala spomin, zaradi tega, da sem lahko preživela. Po 40. letu, v bistvu sem 20 let sem raziskvala, kaj se mi je dogajalo, zakaj imam luknje v spominu, zakaj se ne spominjam skoraj ničesar. In potem so začeli spomini počasi prehajati. V bistvu se mi je življenje sesulo zaradi tega, ker moje otroštvo ni bilo tako otroštvo, kakršnega sem imela, kakršno sem mislila, da je bilo. Posledice spolnih zlorab so bile prisotne in so prisotne še zmeri. In zaradi vsega tega sem se odločila, da bom delila te moje izkušnje, kako se da priti ven iz vseh teh občutkov, iz vseh teh posledic. Zdaj bi Simono prosila za en odlomek, pa potem tudi vsako od vas. Teden pred porodom ti je tvoja prvošolka pomagala pospravljati, ko je prišel iz sejma. Že iz vrat je zasikal, da nisi dobro posesala in pobrisala prahu. Nisi mu mogla dopovedati, da ti ne zmoreš, da je pospravil vajen otrok. Podrl te je na tla, trdno prijel za lase in te prisilil, da si stal pobrala vsako drobtinico posebej. Hči je jokala in narotila naj preneha. Nasramno jo je napodil iz sobe. Ostra bolečina je zarezala, ni te hotel peljati v porodnišnico. Uredila si prevoz in rodila zbrcanega otroka.
Težek je bil dobre 3,5 kg, njegov obraz pa je bil popolnoma izmučen. Prišel je na obisk v bolnišnico, zajokal je. Nisi vedela, ali je od veselja ali zaradi vsega hudega, kar ti je prizadejal. To, da ni se ti zdelo pomembno, ni te ganilo. S popkovino si prerezala nekaj, kar si mislila, da se je nekoč imenovala ljubezen. V tebi se je nekaj zlomilo. Še celo tvoja mama je prišla in ti pomagala z otroki. Končno je enkrat poskrbela zate. Sina so ji v trgovini skoraj ugrabili. Medtem ko je v vrečko zlagala sadje, ga je neznanec vzel iz nakupovalnega vozička. Poskušala ga je ustaviti, a jo je odrinil s komolcem. Saj mu ne bom nič naredil, je dejal in ga držal visoko kvišku. Prebledela je, panično grabila za sinom. Prerivala sta se. Smejal se je v obraz. Nekako ga je strgala iz tujih rok in pobegnila iz trgovine. Še vedno jo je mučil tudi strah pred Štajercem. Prijatelji so ji svetovali pomoč. Nekoga, ki dela kot varnostnik na sodišču. Dolgo je odlašala, preden je vtipkala njegovo telefonsko številko. Spraševala se je, kaj sploh želi od njega. Kako naj mu pove, da jo je strah grožen, da jo bo nekdanji uničil, ker dela na sodišču. V nekaj trenutkih je izvedela, da Štajerc nikakor ne dela na sodišču in takoj zatem klic varnostnika, da se mu po glasu zdi simpatična. Brez moje pomoči ne boš zmogla, jaz sem tvoj angel varuh, je govoril. Še danes ne ve, kako je dobival informacije, a o njej je vedel marsikaj. In ko izkričim živalsko močjo vse te občutke, ko se solze posušijo, pride olajšanje. Strah ostaja. Stisnem se v klopčič, solz ni več, a telo joka, trese za življenje. Vem, da sem tukaj in zdaj in vem ter čutim tisto, kar takrat nisem, ker sem otrpnila. In potem pride jeza, sveta jeza. Preklinjam. Najraje bi mu pozvonila na vratih in mu vrgla v obraz kakšen prasec je. Na ves glas povem, kar mu gre, česar mu nikoli nisem in mu tudi najverjetneje nikoli ne bom. Pripravim si odeje in blazine in boksam, izlivam bes, ki bi me sicer razjedel, zadiham, boli me vse telo. Kot da sem bila znova omamljena in posiljena. Znova razvrednotena, objokana, bolečega grla in bolečih pesti. Ne morem več. Dovolj je za ta trenutek. Potrebujem počitek, v sebi sem pomerjena. Še en spomin je splaval na površje. Še enega sem odčutila in spustila iz svojih krempljev. Hvala vsem trem. Simona, to vprašanje mi je najbolj rojilo po glavi, že ko sem brala knjigo. 15 let te je mož pretepal, brcal, ko si bila noseča, tepel tudi verjetno otroke, bil grob, te ponižval. 15 let si zdržala. Potem si še 15 let dobila drugega tipa, ki je bil pa psihično nasilen. Zakaj si vse to prenašala? Zakaj si dopustila, da je to trajalo toliko časa? A veš, sej, ko te mož prvič pretepe, pa drugič, pa tretjič veš, da te bo 100-krat, zakaj nisi prejšla, recimo, zakaj nisi že od ta prvega pobegnila, ko je bil še čas, recimo, ali pa po prvem otroku, zakaj so bili 3? Je tako, jaz nekako imam upanje, da se da človeka v bistvu spremeniti, da dejansko iz besedami, iz dejanji, s pozitivno energijo, da znaš v bistvu še tistega negativca nekako spremeniti, da začne razmišljati drugače. In dejansko, ko je on mene pretepal, sem se počutila, takrat sem imela v bistvu zelo nizko samozavest. Vsaka napaka, vse, kar je bilo narobe, sem nekako pripisovala sebi, da resnično sem nesposobna, da vzgajam otroke, da dobro ne pospravim, da dobro ne skuham, da ne znam v bistvu pristopati k njemu in dejansko vsaka brca, vsako poniževalna beseda ali kakorkoli je bilo, sem pripisovala v bistvu sebi, da sem si dejansko vse to res zaslužila. Ampak pol dejansko, ker nekako po 10 letih
12 vidiš, da se nima namena spremeniti in da ga ne moreš spremeniti, da ga dejansko ne moreš v bistvu sličiti iz tiste njegove kože pa postaviti v svojo, začneš v bistvu počas nek tihi odhod pripravljati, kako jeti stran od njega, da ne bojo v bistvu otroci pri tem prikrajšani, da bojo imeli očeta in mamo, nekako kam jeti, kdo ti bo pomagal, na koga se obrniti, kdo ti bo verjel, ker dejansko na zunaj smo izgledali zelo popolna, srečna družina, ker je znal zelo lepo govoriti in zelo lepo se predstavljati, tako da noben, niti v najhujši mori si ni predstavljal, da je lahko nekdo toliko težek, v bistvu toliko hudoben človek na vse, v svoji duši. In kad dejansko to enkrat pol tisti korak narediš, ko greš, jaz se lahko edino rečem hvala Centru za socialno delo, gospe Meliti, policijski postaji Medvode in društvu Beli obroč Vlasti Nursdorfer. Brez njih v bistvu jaz ne bi danes tukaj sedela. Brez njih verjetno bi bila ali v polju ali pa pokojna. Ker sem šla v neko drugo vezo z nekim upanjem, da pa ta ne bo isti, sej ni bil isti, ker me ni udaril, ni mi polomil kosti, ampak me je pa besedno. In mislim, da psihično nasilje veliko bolj vpliva na te kot nekdo, ki te udar, ker udarc boli in tega ti dejansko nekako pozabiš. Ne pozabiš pa v bistvu nekdo, ki te hoče psihično pripraviti do tega, da tvoji možgani ne delujejo tako, kot so. In ja, jaz sem verjela. To je dejansko nekako, jaz bom rekla, moja šola, da ne želim biti toliko negativna, toliko v bistvu, da se ne bi znala obnašati do ljudi, hočem nekako biti boljša od njega, nekako bolj pozitivna, če je lahko pomagati, ker dejansko, ko danes gledamo, recimo, kakor smo mi Gordano zastopljali, vsak 5. deček je posiljen v Sloveniji, vsaka 3. deklica. Mislim, da bi bilo dobro, da ljudje stopimo skupaj, da dejansko pomagamo, če ne drugega, saj enega otroka rešiti v bistvu takih hudih travm, ki jih imajo v bistvu pol celo življenje. Zaradi tega smo se v bistvu, mi smo se spoznali 4 leta, bo zdaj aprila, na oddaji Zvezdana. Tam smo bile v bistvu neme priče z obrazi, kjer je bila gostja Sanja Rozman. In dejansko imeli smo željo nekako skupno neko knjigo napisati o nasilju, kaj se je kateri zgodil. Pomagala nam je v bistvu Gordana in smo nekako skupaj uspeli s tole knjigico, ko upam, da jo bojo res v bistvu, da se prime, pa da se začnejo v bistvu stvari v Sloveniji spreminjati. Spreminjati za te otroke, za v bistvu za vse žrtve, za vse, ki kakršnokoli nasilje trpijo. Treba je v bistvu pomagati, ker vedno se najde neka rešitev. Sicer ne takoj, ampak nekdo je, mi 3 smo pripravljeni tudi v bistvu pomagati, da se lahko kdorkoli obrne na nas, pa poišče pomoč, ker bomo poiskali v bistvu skupne rešitve, da ne bojo ljudje, v bistvu otroci, ženske oziroma tudi moški lahko trpeli v bistvu v kakršnemkoli nasilju. Vsak ima pravico v bistvu, da živi svobodno, brez nekih travm, pa brez nekih nasilj v družini. Monika, zakaj si ti dopuščala tako obnašanje do tebe? Kaj je bilo narobe v bistvu v tebi, da tudi da nisi odšla, da si se pustila to klet ustrahovati? Ja, jaz, ko sem videla svojo mamo, da pač kakšno stanje že strani očeta, in pol, ko se je na novo poročila in smo živeli skupaj še z očimom, pač nekako sem čutila odgovornost za to, da ne vem, da potrpim, da pač ne vem, da ni nujno, da je to hudo. Tudi če sem čutila, da je nekaj narobe, jaz sploh nisem znala to povedati. In pač mislila sem, da če bom dobra, bojo drugi tudi dobri, da enkrat bojo že videli, da delam dobra dejanja. Da tudi te besede, ne vem, si kurba, si prasica, si ne vem kaj vse, saj so me bolele pa prizadele, saj zato sem jaz recimo pol se prijavljala na lepotna tekmovanja, pa to zaradi tega, ker sem želela pridobiti na samozavesti.
pa ne vem, sem se bala iti na stranišče v srednji šoli in sem raje toliko in toliko ur zadrževala urin, zaradi tega, ker mi je bilo težko iti mimo drugih. Ker mi je bilo težko, ker sem sam pomislila, kaj si mislijo, kaj me sam gledajo, kaj si predstavljajo o meni. Grozno mi je bilo, a ne. In lahko bi pač doma bilo stanje boljše, pa bi to tudi vplivalo na kasnejše življenje. Tako pa sem vedno iskala pol potrditve drugje. Mislila sem, da sem res naredila nekaj narobe in da pač bom že nekako to popravila. In pol pride v tvoje življenje oseba, pa še druga, pa tretja, pa vsake take osebe, ki v bistvu v tebi vzbujajo občutke, da je nekaj s teboj narobe, a ne. In tiste ljubezni, ki si poln v sebi ljubezni, ki jo želiš drugmu dati, je sam ne dobiš. In pol pač zapadaš v stiske. Ne vem, pač težko mi je bilo to. Vem, da danes tega ne dopuščam več, ampak mogoče je tudi mogel biti toliko let in kup težav, ker včasih se mi zdi, da smo določeni posamezniki, ki imamo previsoko distanco oziroma da ljudem pustiš, da prestopa meje in more, ne vem, ful časa miniti, da si rečeš, zdaj pa ne morem več. Prag tolerance. Prag tolerance. Kaj se je pa zgodilo, da se je to prelomilo v tebi, a veš, da si ti rekla, zdaj pa tega ne pustim več, kot si rekla, ne bom več tiho, a ne? Odprla se bom. V bistvu je bilo to začetek tega, ko sem jaz pač zanosila in ko sem partnerju povedala in ko sem pol prejela informacijo, da kao je njegov oče rekel, da se naj vpraša, kaj pa če otrok ni njegov, a v bistvu z nobenim drugim nisem imela stika, ko sem z njim. In se je, da ne, da tako se pa ne bom pustila ponižati, da bom pa za otroka sama skrbela, da splava tudi ne mislim narediti, pa se obsojati še zato, da sem umorila nekoga. No in to je bilo prvo. Po drugi strani pa, ker sem se jaz kljub samo trudila, da bi imel otrok očeta ob sebi, pa da bi bili srečni, ker mi je skozi v glavo prihajala ta misel, da moja mami se je ločila od mojega očeta, da je bil pač oče nasilen, da pol z očimom spet ni bilo vse v redu. Sem nekako prevzemala to vlogo, da jaz iščem rešitve in sem dejansko tudi delala na tem. Pa je bilo njemu težko kupiti, kaj si za obleči, pa sem jaz dala iz prihrankov, pa sem iskala terapeuta, pa je on rekel, da sem jaz nora, da jaz rabim to pomoč, da sem jaz za ovojnik, da on tega ne rab, ker hodi v službo. In tukaj se je v bistvu začelo vse to, da mi je bilo vedno bolj dost tega, da nisem več tega zmogla, da sem v bistvu po drugi strani videla samo še sina in da ko naj jo je tudi skozi puščal samo, pa ne vem, v glavnem za vse sem bila sama. No. In pol sem nekega dne mu rekla, da tam sem v vrata, da jaz ne želim več z njim biti. In njegov ego to je težko sprejel in je rekel, da mu nisem hotela več kuhati, kar dejansko tudi nisem, ker če sem jaz lahko z otrokom naredila maturo in dokončala šolo in še imela en kup zdravstvenih težav, pa da on ni toliko naredil ene stvari zame, se meni zdelo brez smisla in sem imela tisto občutek, kaj pa če se posvetim, ne vem, želji, da uspem v glasbi, da sem pol v bistvu nekako bila aktivnostna v stvarih, ki so me veselile, ker sem si jih želela uresničiti, ampak po drugi strani so spet tle blokade nastale, ker mi ljudje niso pustili, da bi se izkazala, da bi uspela v nečem. Vedno je bilo tisto rezanje peruti, da ne vem, enim osebam je namenjeno, da uspejo, drugim pa pač ni, ne, pa še sama sem bila. No in pol pa, ker se je dogajalo to, da ne vem, to, kar sem prej tudi brala, odlomek, ki je en iz sodišča me ustrahoval in je tudi vedel za spolno zlorabo. Jaz sem se takrat vedno slabše počutila in sem rekla, jaz nekako moram iz tega, ker če ne, pa nima življenje več smisla in boljše, da umrem. In sem dejansko imela take občutke, sem sedela na tleh, nisem mogla do kopalnice prijeti, sina sem komi v vrtec speljala, pokaj so bile finančne težave tako hudega, tudi v vrtec nisem mogla voziti več. In pol je v nekem trenutku, ne vem, prišla ena svetla luč
Tudi to, da sem jaz imela posvet s sinom v zdravstvenem domu in sem nakazala, da je zelo huda situacija, in ko sem bila usmerjena na Gotsko v Ljubljano na svetovalni center, sem v bistvu šele takrat zbrala pogum, da sem jaz po telefonu tem uradniku rekla, da zdaj je pa dost, nam nikoli pozabila, zdaj vidim sliko, kako sem stala pred sodiščem, in sem rekla mu po telefonu, da zdaj je pa dost, da zdaj bom pa urgirala in da ne bo več to počel z mano in mi govoril, ne vem, laži, da moram čakati na njega, pa biti z njim, pa da vse informacije, ki jih zbere zato, ker ima veze s policijo in ne vem kaj še vse. In je pol me hotel podkupiti, je rekel, da če koliko mi da, 2 jurja ali koliko, sem rekla, da ne, da jaz podkupnine ne rabim, ampak da bom šla korak naprej. No, in pol je hotel vedeti vse, da bi se pripravil, sem rekla, nič ne boš več vedel. In takrat sem pač šla na policijo, do varne točke, ampak na koncu, ko so stvar prevzeli ljubljanski kriminalisti, sta bila zelo nesramna do mene in me ponižvala. Težko mi je zato, ker v bistvu takrat to zaslišanje ni bilo posneto, ker nista niti rekla, da bi lahko to posneli. Ker sta mi res imela take izjave, da zakaj imam tako barvo las, da sem čisto sama si kriva, če sem lepa, da nista ona dva odgovorna za to, kar sta mi naredila. Mislim, da sem jaz prosila. Tako da takrat se je začela pot nekak transformacije, da sem zamenjala identiteto, da sem v bistvu šla na novo pot, da sem se naučila na novo živeti, kot bi se na novo pač rojevala. Okay. Alenka, kako se je pri tebi šla ta pot? Kdaj si se odločila? Neki spomini so te začela, ne? Ti se sploh nisi spomnila teh zlorab, do ne vem katerega leta, potem, ko si pričela slutiti, kaj se je sploh dogajalo, si šla, ne, na to pot raziskovanja in malo povej nam, kako je to bilo, kako je bilo to zate. V bistvu, kmalu po rojstvu hčere, sem začela se tako res spraševati, kaj je zdaj to, otroka imaš, ne, zdaj neka zgodovina, preteklost. In sem res začela študirati knjige. Šla sem v knjižnico in sem vse na temo, sem pa slutila vse na temo spolnih zlorab v otroštvu. Prav zapiske sem delala, cel fascikel, prav študirala sem res, neke znake sem sicer prepoznavala, ampak kje? Nisem se spomnila nič. Pa sem začela hoditi na razne delavnice, izobraževanja, vse, mislim, res ni, da ni. Bila sem tudi v zakonu z nasilnim partnerjem in tudi ta zakon se je mogel končati, zdaj vidim, ko nazaj gledam. V bistvu smo mogli s hčerjo same ostati, da je bil res smer, da je bilo tako varno in vse, da sem lahko prišla do teh spominov. Ker pa sem pa res imela tako dosti vsega. Hči je bila bolna, jaz sem spet imela težave s hrbtenico, kar kaže na to, da se je nekaj zlomilo spet, se pravi telo kaže na to, kaj se v človeku noter dogaja. In sem rekla, zdaj imam pa dost. Zdaj bom pa lepo postavila sebe na prvo mesto in se bom poiskala pomoč. In sem takrat prvič v življenju povedala, kakšni so sumi, kaj sumim, in sem hodila na individualna svetovanja, na skupinske delavnice in pa so v bistvu začeli spomini počasi prihajati. In v bistvu se mi je hišica življenja sesula, zaradi tega, ker to, kar sem mislila, da je bilo, ni bilo. Ker ljudje, ki sem jih imela za nekaj, so bili nekaj čez drugega in sem počasi začela pobirati in čutiti, ker jaz sem mislila, da do 40. leta nisem bila jezna. Ker pač nisem vedela sploh, kaj to je jeza, ker sem itak saj sem bila jezna, seveda, da sem bila, ampak nisem tega izražala, v bistvu je smisel v izražanju občutkov,
da pa to izraziš. Zato tudi jaz, ko pišem v tej knjigi in sem tudi zapiske si delala in tudi pišem blog in tudi tako po računalniku, ker mi je pač to neke vrste terapija, samoterapija. V bistvu sem šla čez izražanje teh občutkov, ki so noter v telesu, ker važno je, da grejo ven. Ker patle, ko se sprosti telesni spomin, patle v bistvu pride do olajšanja in tako se na ta način, tudi na ta način se patle zdravijo posledice zlorab vseh. A danes, ko gledaš nazaj, je kakšno naključje, da vse tri ste imele nasilne partnerje, ne? Ali to ni naključje, glede na, ne vem, zlorabe, ki si jih doživljala v otroštvu, ali je to povezano, kako si to danes razlagaš? Povezava med nami tremi pač ni, da smo vse tri, ampak povezava je v primarnih družinah. Se pravi, kaj se je dogajalo v naših primarnih družinah, kar pač doživljamo v otroštvu, se vleče patle naprej. Ker verjamem, da nobena od nas treh, lahko govorim pa sem zase, ni imela občutka sprejetosti, ni imela prave ljubezni, ni mogla izražati svojih občutkov, svojih želja, ni teh, ko bi rekla, pozitivnih stvari iz svoje primarne družine prinesla in zaradi tega smo tudi imele partnerje, kakršne smo imele. Zaradi tega, ker se najprej nezavedno tu delaš, patle se šele zavedaš, da ni v redu. Saj ne veš na začetku, da ni v redu. Se pravi, če si ti v otroštvu bil pretepan, saj ne veš, da sploh kaj drugega obstaja. Se pravi, je normalno, da te tepe, oziroma če te ne tepe, je mečkaj čudno. Mislim, tako je. Nekako misliš, da si to zaslužiš, ne? Saj tako ste mi mislim, takrat pač to je življenje, rekla, ki ga mislim. poznaš, drugega življenja sploh ne poznaš. In kaj te je recimo najbolj pomagali iz tega ven priti? Terapije, knjige, branje, si rekla, knjige si brala. Kaj je bilo tisto, kar je tebe, a veš, spravili nekako na to pot, pa da si zdaj v redu, no? Da zdaj se še razčiščuješ verjetno stvari, ampak da imaš boljšo samopodobo, da si samozavestna, da si lahko rekla ne nasilju in unim spominom, da si poskušala razčistiti. To je pa, ne vem, kako bi rekla, da bi prav znala obesediti, ampak to je vsakdanje delo na sebi. To je prepoznavanje občutkov, prepoznavanje teh triggerjev, ki so. Pride, ne vem, pesem, pride von, pride ena oseba, ki te vizualno spomne. In pride s tem tudi občutek. Se pravi, lahko ga potlačaš, pa rečeš nič ni, lahko si pa dovoliš, pa se vprašaš, na kaj me pa to spomne, zakaj se mi pa to zgodi. Ne vem, lahko začnem jokati. Lahko pride neka bolečina. Danes zjutraj recimo sem si umivala lase in so me začela boleti ledvica. Tako so me začela boleti ledvica, da se nisem mogla vstati. In sem si dovolila začutiti strah, ki je še zmeraj v mojem telesu in sem si dovolila, da sem jokala. Jokala sem tako, da sem na glas jokala sem mogoče 2-3 minute, tako da je ta pritisk šel in padle so me tudi ledvice nehale boleti in sem šla naprej. To je pač vsakdanja pozornost delu. Vse kakšen dan je pa, ali pa kakšni dnevi so pa, ko je vse okej. Pa jeza, kako pa jezo izražaš, kaj rečeš, kaj narediš? Jezo zadnje čase, pa odločnost, kar se mi zdaj pač v zadnjem času prihaja na površje, izražam tako, da konkretno preklinjam. Konkretno, vsakega pošljem tam, kamor mu je mesto. Ali osebno, ali pa sama pri sebi. Pa prej še, ker so bili ti občutki tako močni, ker je to tako močno v telesu. Zgleda tako zelo kar grozljivo, bi rekla, no. Ker sem res vse kovtre in poštre sem vrgla na tla in sem boksala, dokler nisem onemogla. Ne vem, ko sem bila v gozdu, ko se mi je to zgodilo, pa ne vem, 2 tedna nazaj, ko sem spet začutila eno grozno jezo, sem vzela eno palco, ki je bila tam na tleh, sem rekla drevesu, oprosti drevu, ker nisi nič krivu in sem tolkla toliko časa, dokler nisem tiste palce čist zlomila v prafaktorje.
na tak način izražaš, mislim, važno je, da jo na varen način izražaš, no? Da ne greš nekoga, pa ga ne. Bravo, dajmo en aplavz Alenki, ki zna tako. Bom šla še zdaj drevesa pretepati, če bo hudo. Tudi ja, lahko. Simona, kar vzem mikrofon. Ja, mi dve Simono greva zdaj, ker sva tudi sosedi, so ugotovili, greva večkrat na Šmarno goro in tam vso jezo, ne, dava ven, pa klepetava in je ful dober pol, ka gor kavico pijeva, sva čist mirne že in kako zdaj živiš, Simona, kakšno je tvoje življenje? Sama si, ti je tukaj v... Sama sem, svobodna sem. Lahko cel dan spim, ker meni ne reče, danes ni skuhan, danes ni posesan. V bistvu delam čist običajne stvari za 50-letnico. Najraj doma v stanovanju, kaj kuham, pečem, malo pospravljam, najraj sem pa pred televizijo, pa gledam tiste svoje umore. Pa se v bistvu živim kaj notar. To se sliši malo nevaren zdaj. Gledam svoje umore. Pa si predstavljam, jaz sem imela srečo, no, da sem v bistvu vse to dala skozi. Nekdo pa pač ni imel te sreče, ne. Nekje živijo še slabše od mene. Tako da sem v bistvu kar, moram reči, zelo srečna ženska po 50. Imam krasnega sina, ki mi stoji ob strani. V bistvu mi je moja desna roka, ker sem v najemu, v bistvu mi tudi pomaga in finančno in tako da sva res en tak usklajen tim. Ja, bravo, sin in Simona. A lahko poviš ime njegovo? Anže. Bravo, Anže. Ja, to me pri tebi fascinira, da si kljub vsemu, kar si doživljala, ne, se pravi 30 let smo rekli, da si še vedno optimistična, pozitivna, da, a veš, da se ne daš. Jaz še zmeraj verjamem, da bom nekje dobila, ne vem, loto. Aha, loto, sem mislila, da moškega ne, več. Kaj pa kakšnega pozitivnega, veselega? Ne vem, zdaj sem ratala zelo zbirčna, tako da če narobe prst obrne, mi že ni več všeč. Kaj loto si rekla, okrog sveta bo šla? Okrog sveta bi šla. Aha. Še kakšne želje? Ja, mogoče bi sinu kupila en stanovanje, pol s tistim lotom, da bi bil na svojem, da ne bi bil skozi pri mami, ja. Pa en avto. Aha. Pa veliko zdravja, to je te glaven danes. Vse, če si zdrav, v bistvu zmoreš vse. Tudi tiste najbolj negativne stvari, ki se ti zgodijo, ki misliš, da ni rešitve, zmer se v bistvu vedno se najdejo nekje neka vrata, ki se ti odprejo, če pa ne vrata, pa oken. Tako da jaz mislim, da zmoremo vse, sam če verjameš vase. Tako, bravo Simona. Monika? Še ti nam povej kaj tako spodbudnega, zdaj mislim, da si v novi zvezi, da stvari grejo. Zaljubljena čista. Ja, ne smem se preveč hvaliti. Ja, pa zakaj pa ne? Moram moliti. Kako je zdaj tvoje življenje, kako izgleda? Ja, moje življenje je definitivno boljše. Ne moram reči, da ni napetosti, so, a ne. Ampak jih na drugačen način zdaj to rešujem, tudi ne vem, ko me je kaj v zvezi motila ali pa sem čutila, da ni v redu, a ne. Sem malo počakala in ko sem zbrala te misli, sem mu povedala in pol, ne, sem videla, ali sem mu pomembna ali mu nisem, ker če človeku nisi pomemben, pol tudi spremenine svojega obnašanja, ne vidi tudi sam vrednosti v tebi, ampak sam v sebi, ne. Pač vse, kar si želim, je to, da pač mir, a ne, to mi je vedno bolj pomembno, da je dan miren, da pač naprej delam te stvari, ki jih počnem. Seveda imam še vedno želje, tudi tako poslovne in osebne, a ne, ampak se mi zdi, da tudi nisem več tako, da bi si upala
veliko riskirati, da bi tvegati, tako kot sem včasih, pa mi ni bilo težko kakršnega koli dela, pa se dokazovati, ampak ko vidiš, da v bistvu ljudje samo iščejo tebi, da bi ti delal, da bi se dokazoval, pa nikoli nič ni dober, pa ne dosegaš pol tistih rezultatov, in ko sem, ne vem, svoje vizije sledila, je bilo pa veliko boljše, sem pač pri temu tudi ostala, tako da to, da si se dokazala v poslu, je tudi verjetno pomagalo. Ja, tudi saj sem si nabrala vseh teh letih izkušnja, tudi prek določenega sodelovanja, čeprav se na koncu tisto sodelovanje ni išlo v redu, ko vidiš, da vsak vleče na svojo stran, pa da bi ti mogel čim več narediti, v bistvu bi si pa pol delil zaslužek. To ne gre več pri meni, in raje ostanem pri tem, kar delam, pa ko se bo ponudila kakšna priložnost, ko jo bom čutila za v redu, za varno, za to, da me izpopolnjuje, ne za nekaj, ko včasih tudi čutim, da me utruja, da bi delala nekaj, ampak nisem tako v dobrem počutju, takrat boljš, da ne delaš tistega. Česa pa ne boš nikoli več dovolila nikomur v življenju, da ti počne? Ja, da me prepričuje, da je z mojimi možgani nekaj narobe, ali pa da tudi to, recimo, vse so te besede še vedno včasih v moji glavi, pa se počutim krivo zaradi sina, da recimo sem jaz mama, da moram jaz za njega poskrbeti, da imaš pol občutek, da se moraš svojemu življenju odreči. In pač, ko pridejo težave tudi z otrokom, ker je pač že 11 let star in puberteta pa vse. In so pač določene stvari, ker so bila prej skozi sama, zdaj nisva skozi sama in je ljubosumen in pol včasih tudi kakšno besedo v smislu grožnje reče. In se pravi, so še malo težave iz bivšega življenja. Kaj si zgrešil, kaj sem naredila narobe. Nočem biti kriva, da bo, ne vem, pol, ko bo odrastel, da bi imel kakšne posledice zaradi mene. Ne moram pa vplivati na to, kar pač doživlja zaradi očeta, to pa ne moram. Mi je pa lepo, da recimo ta partner se kar posveti njemu, da je veliko bolj potrpežljiv kot jaz. da mu razlaga stvari, ne vem, parkrat vpraša eno in isto vprašanje, pa bo on vdihnil, pa mu bo še enkrat povedal. Jaz to ne morem. Prav imaš neko luštno družinico, zdaj, kjer si varna, kjer se dobro počutiš, sin se dobro počuti. Ja, je v redu, bo pa še, upam, da boljše. No, lepo, da upaš še na boljše. Ja. Alenka, kako si ti zdaj, kako s hčerko se imata fajn sta? Ja, v bistvu jaz sem zdaj v redu. In se tudi vsak dan trudim, da mi mine čim lepše. Da delam stvari, ki me podpirajo, če se le da, da se družim z ljudmi, ki me podpirajo, in da sproti rešujem situacije, ki so za rešiti. Za hčerko, ki si glih omenila, je pa treba kar precej delati, da imaš odnos z otroki tak, kakršnega si želiš. Delo je na obeh straneh, in razumevanje, in potrpežljivost, in veliko pogovora, ker smo na različnih bregovih, in da se res vpraša. Jaz rajši 5krat vprašam, če sem prav razumela, ali pa povem, da nisem razumela, pa mi mora na 3 različne načine razložiti, zaradi tega, da rečem, ok, zdaj pa razumem. Pač učiš se, tako kot vse druge odnose, se tudi z otroci učiš, če ti je v interesu, da je pač odnos v redu. Okay. Mogoče samo še to, ko ste se izpostavili, a vam to kaj dela kakšne težave, ali je več teh pozitivnih, vam ljudje pridejo k vam pa vam čestitajo, bravo punce, ko ste si to upale, kjer ima žal mogoče, da z imenom in priimkom ste se izpostavili v javnosti, v knjigi, v intervjujih, česar do zdaj ni naredila še nobena ženska, se mi zdi.
Meni osebno je v redu, ker vedno povem samo tisto, kar želim, in imam pač nek namen in vizijo tega pojavljanja v javnosti tudi z imenom in priimkom. Zdi se mi pomembno, da se ve, da nas je, se pravi, vsaka tretja ženska v povprečju, ko smo bile zlorabljene ali pa ko so še zlorabljene, in je prav, da se ve, da ni nobena edina in da ni nobena sama in da vse stvari, ki se dogajajo njej, dogajajo tudi meni in vsaki drugi, ki je bila zlorabljena. Monika? Ne, mislim, jaz sem zavestno pač se odločila izpostaviti. Že takrat, ko sem prvič sama svojo knjigo napisala, ker sem edino na tak način pač tudi čutila, da bom odvzela moč tistim, ki so mi naredili kaj slabega, še posebej za tisto sodno zadevo, ko nisem dobila zadoščenja. Tako da mi je to čisto v redu. Mislim, tudi odziv ljudi, jaz nisem pričakovala, da so gledali recimo kaj po televiziji ali pa spremljali. Pa pol, ko sem prišla h kateri stranki, ki pač masiram, ne, pa je rekla, ja, sem vas pa videla na televiziji. Pa po en strani mi je bilo malo tako neroden, da nočem dajati občutka, da se nekaj ven mečem. Ampak ja, da so v bistvu ful v redu to sprejeli, da tako, da je treba to pač o tem govoriti, spregovoriti, da tudi pač določeni so knjigo prebrali in mojo in to, a ne, in da je pač odziv bil pozitiven, a ne, da pol tisti, ja, kako si lahko še učil vse to, kako si lahko to dopustil, zdaj pa v bistvu še vedno živiš, pa si ustvaril neko življenje, ki mogoče nekdo pa ne bi zmogel, a ne. To niso ravno stvari, s katerimi bi se človek ven metal, ne? Kaj si rekla? Ja, vem, ampak včasih pride občutek, ker to je pa spet od odzadnji občutek, če si se kdaj kaj ali zrihtel ali hotel kaj povedati, pa si kar nekako imel tremo, da ne bi izpadel, da se afnaša, ne. Tako pač to. Ok, Simona, še ti povej. Simona je Medvoščanka, ne? Tako da se izpostavlja še v svojem kraju in je to še, a ne? Ja, jaz sem v bistvu že, ko mi je babica umrla, imela željo v bistvu neko knjigo napisati. V bistvu sem pisala svoje spomine in dejansko, ko smo bile pred Zvezdani, ja, sem jaz prosila v bistvu za to knjigo. No in smo nekako se pol dogovorili, da bomo skupaj imeli to skupno knjigo, da gremo v bistvu z neko jasno vizijo naprej, da vsako nasilje se da prekinati. Vsaka spolna zloraba v bistvu se da prijaviti, da je treba v bistvu, da se socialni delavci, policisti, kriminalisti, da se v bistvu vsi, ki pride neka žrtva z nekim sumom, da se je nekaj groznega zgodilo, da jim znajo prisluhniti. Da dejansko zaupajo, da verjamajo v njih in da se pomaga jim dejansko storilce, ki to delajo, nekako ali v nek pripor ali v neko preiskovanje dati, v bistvu, da so obsojeni za neka dejanja, ki jih naredijo. In zdaj, ko v bistvu, ko imamo to knjigo, jaz sem nekako ponosna na njo, ker vsak dan, ko se peljem v službo, me nekdo na avtobusu ustavil. Ta prve vpraša, a ste vi tista s tisto knjigo? Ja. Ste pogumne? Ja, smo pogumne. Ker dejansko jaz osebno sem oprostila in prvemu in drugemu partnerju vse, kar je storil meni. Odpustila zaradi tega, da lahko jaz v bistvu danes mirno živim. Ne govorim, kar se mi je zgodilo in da dejansko damo neko nit pozitivno naprej, da poskusimo ustaviti v bistvu neko nasilje, če se le da v naši bližini, ki se dogaja. Ker dejansko, če je to vsak dan, a ne, kaj beremo, ne vem, bivši partner je nekje nekoga počakal, pa je ustrelil, a ne. Ženske si ne zaslužijo v bistvu, tudi moški ne, da živijo v bistvu v nekem strahu. In mislim, da moramo vztrajati, pa biti močne, pa v bistvu reklamirati to knjigo, pa da jo v bistvu preberejo tudi v bistvu v šole. Vsi,
ki dejansko verjamajo, da se da spremeniti, pa jeti na boljše, v bistvu živeti. Da si želimo, da živijo vse nekako tako, kot živimo danes mi, svobodne. To je v bistvu velik plus za nas. Evo, Simono za predsednico. Bravo, Simona, res. Lepo si povedala. Se mi zdi, da ste zvedeli vsaj delček njihovih zgodb, videli, kako pogumne so, res jaz jih občudujem. Knjiga je res srhljivo branje in upam, da bo tudi še kakšni ženski odprla oči ali pa moškemu, ne, tako kot si rekla, vsem tistim, ki so pač, ki jih kdo drug trpinči, ne, tudi v službi, doma, kjerkoli.